Profesorica Tamara Lah-Turnšek, na zadnji seji Sveta za znanost in tehnologijo, katerega predsednica ste, je dobršen del razprave potekal tudi o projektu pametne specializacije, v okviru katerega naj bi iz evropskih sredstev počrpali dobršen del sredstev. Področje znanosti in raziskovanja pa bi se bolj moralo povezovati z gospodarstvom in skupni uspešni projekti naj bi Slovenijo bolje umestili na zemljevid konkurenčnosti. Kako v tem kontekstu ocenjujete program pametne specializacije in pa pripravljenost oziroma sposobnost slovenske znanosti, da stopa v ta program? Ja, hvala lepa za vprašanje, ki je aktualno že pravzaprav nekaj časa, saj ta projekt pametne specializacije in priprava tega projekta poteka že nekaj let. Kot vemo, so bile okrog tega različni koncepti, različne zgodbe, različni avtorji tega projekta in kot je tudi znano, je bil zavrnjen v Evropski komisiji kot preobsežen oziroma premalo fokusiran. Ta prva varianta, ne? Prva, ja, potem pa še neki popravki enako. In zdaj mislim, da je ta projekt dobil neko bolj definirano obliko, nekaj bolj usmerjenega in da je v pripravah tega projekta, v katerem je bila pa znanstvena in gospodarska sfera dobro vključena, posebno v zadnjem času, pravzaprav smo se izluščili res tiste smeri razvoja, ki naj bi bile prave, primerne za Slovenijo, ki naj temeljijo na našem že osvojenem znanju, ampak seveda morajo pa temeljiti tudi na naši sposobnosti, da gledamo naprej, da pravzaprav smo pripravljeni nekako na nova znanja, da smo pripravljeni ustvarjati, kreirati nova znanja, da imamo sposobnost nekih inovacij. In mislim, da jih imamo. Gre pa za Slovenci na splošno, bi rekla, ne, tudi naša znanstvena in gospodarska sfera. Problem je povezava. Problem je povezava, ker ta, kot smo videli, ne more izključno temeljiti na povezavi med posamezniki, to se pravi od spodaj navzgor, ampak rabi tudi pristop od zgoraj navzdol, kot pravijo top-down. Tega je pri nas premalo bilo in je še zdaj, se bojim, ne dovolj, da bi to bili sposobni res izpeljati. Kaj pomeni od zgoraj navzdol? Da se država, vodstvo, vlada z nekim svetovalnim organom, kar naj bi bil SZT pravzaprav, ali pa znanstveni svet agencije, ali pač nek svet strokovnjakov, ki vidijo v prihodnje tehnologijo, ki vidijo prihodnost dalj kot samo za eno fiskalno obdobje ali pa za obdobje ene same vlade, da določijo, da svetujejo vladi, katera področja in kako naj jih spodbujajo. Če tega pristopa ni, seveda, to mora biti pa podprto tudi z dobršnim delom financiranja, vlaganja države, nacionalnih sredstev v znanost in razvoj in inovacije. Torej, ta program pametne specializacije ima zdaj vsaj 4 osnovne smeri, ki so znane in seveda bazira na teh strateških partnerjih, to je spodnja sfera, in kot smo videli na zadnjem posvetovanju v juniju, je teh igralcev pravzaprav kar veliko. Kar naenkrat, torej v enem mesecu smo mogli raziskovalci se povezati z gospodarstvom, naredili smo pravzaprav dobre, tako imenovane verige znanja, to se pravi od bazike do produkta, in izkazalo se, da so nekatere zelo duhovite, zelo inovativne na različnih področjih. In zdaj pa seveda velika odgovornost, kako bo vlada, rečem kar vlada, ali pa naše ministrstvo, ali pa več ministrstev skupaj, saj smo videli, da potrebujemo tako ministrstvo za znanost, kot za gospodarstvo, kot za okolje, kot za kmetijstvo in tudi za zdravstvo, da bi stopili skupaj, da bi dali svoje strokovne, ministri sami seveda in pa svoje strokovnjake, strokovne sodelavce, ki bi potem to izdelali v res detalje, se odločili, kje so prioritete in s katero verigo začnemo. Ko bomo dobili odobritev za ta sredstva, je treba pa pametno naprej. Tukaj pa vidim, da bo velik problem, ker konsens v vladi seveda je zaradi
vpliva političnih različnih trendov in kot vemo, se vlade so do zdaj vedno bolj ukvarjale same sabo in politiko, kot pa res z razvojem. Tukaj je bil mal problem. Ja, kako pa potem ocenjujete kondicijo gospodarstva, da vstopa v to? Gospodarstvo je žal, kot tudi vidimo, in zato je tudi prišlo do krize, nekako res na trhlih nogah. So dobra, solidna podjetja, ki so skozi vlagala v svoj razvoj, ki še zdaj vlagajo v svoj razvoj in ga zato imajo. In zato imajo vizijo naprej za 5, morda tudi 10 let, če imajo tudi dobro kadrovsko sestavo, dobre strokovnjake, če so te znanstvenike, ki smo jih mi na znanstvenih in izobraževalnih inštitucijah tudi proizvajali, da tako rečem, tudi vključili v ta svoj razvoj. Taka bodo preživela. Potem so manjša srednja podjetja, ki imajo pa res probleme, ker so pod pragom tega svojega prihodka, čistega prihodka, da bi lahko vlagala v razvoj. Ta bi se mogla povezati z inštituti, vendar pa ta, ali pa univerzami, vendar pa ta pričakujejo, da bomo mi nekaj naredili za njih in seveda zato pride do velikega nerazumevanja, da kaj pa če znanstveniki počnejo, zakaj nam ne pomagajo, pa vendar ne vedo, da morajo tudi vlagati v naše raziskovalce, torej da je treba to plačati. Zanimivo, da obstaja neko mnenje, recimo na neki splošni ravni, tudi med gospodarstvom, pa tudi v vladnih okoljih, da znanstveniki na nek način ne znate ali nočete, ali kakorkoli bi se že temu reklo, z gospodarstvom sodelovati. No, to seveda ni res, ne? To lahko rečem takoj, pa nisem edina od znanstvenikov, ki to trdijo, kajti, če govorim posebno za naš inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, smo že od pravzaprav vsega začetka se zavedali, da je to, kar nam daje država za izvajanje temeljne znanosti, mnogo premalo in da tudi so pravzaprav zato, ker želimo pravzaprav sodelovati v nekih uporabnih znanjih, se povezovali. Predvsem smo v začetkih zelo veliko delali tudi za državo, se pravi za podporo politikam v kmetijstvu, v okolju, izvajali smo okoljske raziskave in ne samo tiste merjenja, meritve okolja, ampak tudi predlagali nove rešitve v okolju in se na ta način zelo usmerili aplikativno. Podobno v kmetijstvu, recimo tudi v zdravstvu bi želeli, pa delno smo tudi tam nekaj dosegli. V zadnjem času pa tudi z industrijo, z podjetji, kar pa seveda na področju biologije je mogoče malo težje. Zakaj? Ker biotehnološka podjetja v Sloveniji praktično ni bilo, razen velikih 2 farmacevtskih firm, kot vemo, ki imata pa vsaka svojo politiko in sta nas bolj ali manj vključevala v svoje projekte, pa tudi sta. Z Lekom imamo še danes zelo dobre odnose oziroma tudi poslovne razvojne projekte, manjših vrednosti, sicer ne velikih, ampak vendar. Medtem ko drugih biotehnoloških firm praktično ni bilo, biotehnologija hrane, biotehnologija okolja, to praktično ni obstojalo in to zdaj mi soustvarjamo z mladimi raziskovalci, ki se podajajo na to pot podjetništva. No, znanstvenica ste in predsednica tudi te ugledne institucije, Sveta za znanost in tehnologijo, to je državna institucija. Pa me zanima, kako komentirate recimo pripombe nekaterih vaših kolegov z področja znanosti, da pametna specializacija utegne samo podpirati aplikativne raziskave in da bodo bazične raziskave ostale absolutno v ozadju. No, tega si ne smemo in ne moramo privoščiti. Pametna specializacija naj bi bila razvojna strategija države, torej razvoj gospodarstva ob podpori znanosti. Znanosti, ki se bo usmerila v te razvojne projekte. Jasno pa je, da je to samo en steber, torej ena dejavnost, ki jo izvajamo, bazična dejavnost mora biti pa financirana z nacionalnega budžeta. In zato naj skrbi razdeljevanje tega denarja, naj skrbi Agencija za raziskovalno dejavnost. Ministrstvo pa ima nalogo iz našega proračuna
čim večji delež za bazično znanost tudi pridobiti. Kajti brez tega mi ne moremo več vzgajati ljudi, ki bi bili sposobni sploh razvoja v industriji, ki bi bili sposobni gledati ne samo to, kar je danes, gledati tudi naprej in to vizijo jim ob vzgajanju raziskovalcev tudi privzgajamo, gledati naprej, gledati na nekaj, kar še ni. In mislim, da je to zelo pomembno za pač razvoj mladih ljudi, da imajo zelo odprto obzorje vnaprej, da jih privzgajamo kreativnost, inovativnost, da jih tega ni strah, da niso upeti v neke ustaljene norme, ampak da gledajo, kot pravijo, out of the box, razmišljajo izven konteksta, ki je danes prisoten. Takih ljudi treba tudi vzgajati. So nekateri, ki seveda talenti, ki to sami vidijo, pa vendar se da na splošno to miselnost med študenti in med mladimi doktorji in raziskovalci tudi vzgajati. In ti so zelo dobri znanstveniki, so pa tudi drugi, ki pa imajo bolj smisel za neke praktične rešitve, ki tudi vidijo morda neko poslovni izziv in več različnih profilov, recimo mladih študentov, opazujemo, vidimo v svoji karieri, kjer sem vzgajala tudi študente, mlade raziskovalce, vidim, kako so cel spekter različnih sposobnosti. In seveda najsposobnejši pa odhajajo, ne, to pa, če ne bomo hitro kaj naredili, če ne bomo hitro se odločili za to, da je treba tudi baziko podpirati in to z mnogo dodatnih sredstev, kakor se je to odločila slovenska vlada leta 2010-2011, ko je bil minister Golobič, ko je v 1-2 letih za 10% dvignil proračunske sredstva za znanost in takrat smo začeli res verjeti, veliko optimizma je bilo, veliko se je naredilo, centri odličnosti so nastali in vse to je seveda zdaj čisto osahnilo, kakor rože, ki jih ne zalivaš in ne more več naprej. Nekateri so seveda ostali, nekateri so tudi uspeli gospodarsko, vendar pa ne moš pričakovati, da bo v 5 letih iz neke nove ideje inovativnega gospodarstva res že prihajal dobiček. To je bilo iluzorno. Mislim, da bo 5 let financirano dovolj. Ni dovolj. Treba pa zdaj najti seveda nove izzive, kot je pametna specializacija in ti bodo ta centri odličnosti oziroma mlade firme, ki so iz tega ali pa ki imajo potencial se razviti, spet torej morda spravljene na zeleno vejo in bodo potem tudi doprinesle k razvoju Slovenije in k našem boljšem ekonomskem stanju. No, končne odločitve naj bi sprejela vlada, tako kot ste rekli. Ne? V jeseni naj bi se začeli neki ukrepi prvi, ustanovljen naj bi bil organ nekega strateškega partnerstva. Kako ste pripravljeni na to? In mislite, da ne bodo zadeve stekle, namreč tudi glede tega, ker obstajajo vprašanja, a bo potem strateško partnerstvo, ta organ, tudi delil sredstva? No, poglejte, jaz sem malo skeptična glede tega organa. Mi imamo že obstoja. Prvič obstoja, že sam svet za znanost in tehnologijo. To naj bi bil tisti organ, ki naj bi pravzaprav bil nek posvetovalni organ, potem svet za visoko šolstvo, svet za okolje in tako naprej. Vendar se je skazalo, da vlade, ministri teh svetov sploh ne poslušajo. Imamo že nekaj sej, kjer smo tudi vabili ministre iz drugih resorjev, pa moram žal povedati, da se tudi mnogi od prejšnjih ministrov teh sej niso udeleževali, čeprav je ta svet za znanost in tehnologijo pravzaprav deluje v okviru našega ministrstva in naj bi bil svetovalni organ vlade za to področje. Poglejte, predsednik ZDA ima svoje svetovalce za znanost. To so ljudje, ki jim zaupa, ljudje, ki so dobri znanstveniki, strategi, podjetniki in teh nekaj peščice ljudi, ki si jih on izbere, jih potem tudi posluša. Pri nas kaj takega ni. Če bo ta svet deloval tako, potem bo v redu, ampak bojim se, da potem predsednik zbere ljudi iz svoje stranke, kakršnikoli pač so, in je spet vse politično obarvano, namesto da bi se že enkrat res teh političnih barv otresli in se res osredotočili na stroko, na razvoj in na to, kam želimo priti. In tukaj vidim problem v tem svetu.
In tukaj vidim tudi problem, kako je nastajal ta SPS. In tukaj vidim problem, kako pravzaprav se na tem svetu za znanost in tehnologijo pogovarjamo med seboj, prepričujemo že prepričane. V nekaterih področjih se sicer ne strinjamo, ker smo iz različnih okolij, imamo različne poglede, vendar vseeno, pogovarjamo se v nekem zaprtem krogu in to ne vodi nikamor. Še nekaj besed o tem gospodarstvu, ne, in o teh njegovi pripravljenosti, ki seveda tudi v okviru sistema pametne specializacije pričakuje določena sredstva. Je pa nekaj zanimivo, da gospodarstvo ali del njega, ne bom rekla, da učita, ampak poudarja, da že v svojih programih dajejo ogromno denarja za znanost, izplen pa vzvratno ni ne vem kako bleščeč. Kako kot znanstvenica ali pa tudi kot predsednica komentirate to? Ja, tudi v tem svetu seveda imamo predstavnike gospodarstva, ki morda res imajo napačna pričakovanja in od znanosti, ki ne more reševati gospodarstva in to nikoli ni. Lahko pa mu pomaga. Ampak kako, na kakšen način, je seveda odvisno od tega, kako nam gospodarstveniki predstavijo svoje probleme. In res je, da je potem treba izbrati ljudi, ki so potem ki se temu tudi posvetijo. Kar pomeni, da morajo od gospodarstva tudi dobiti nek projekt, ki bo dovolj velik, da bo zadostoval za to, da bodo oni res lahko delali na tem projektu. Če morajo istočasno ti isti znanstveniki še poučevati, če morajo istočasno še nabirati točke za svoje, ker nikoli ne vejo, kdaj bo, torej nesigurnost in nestabilnost financiranja gospodarstvenikov nekih znanstvene skupine na nekem inštitutu. To seveda ni tisto, kar lahko daje dobre rezultate. Poznam, in tudi sama sem delala v Ameriki na neki raziskovalni zdravstveni instituciji, kjer smo pridobili neko firmo, ki nas je pravzaprav zbrala na kongresu, ker oni zelo veliko, vsa industrija hodi na vse znanstvene kongrese, pošilja tja svoje tako rekoč vohune in potem zberejo raziskovalce, ki so za njih zanimivi, pridejo do tja in potem naredijo dolgoročen plan sodelovanja. In to tudi dobro financirajo. In na ta način se lahko ti posvetiš njihovemu problemu, si del njihove razvojne skupine in to dolgoročno. In to je potem uspeh. Deliti drobtinice, pričakovati od inštitutov z velikimi imeni, kot so Štefan, ne, recimo, da bodo rešili njihove probleme, je pa iluzorno. In v prejšnjem sistemu, še spomnim, ker sem tudi jaz raziskovalka, če tudi Jožef Štefan, kako je nastala nuklearka z res velikim deležem sredstev, ki jih vložila tako industrija, kakor inštitut, v ta projekt, ki danes živi kot samostojen projekt in od katerega dobiva energijo cela Slovenija, pa še Hrvaške del. Mislim, to je strategija tudi gospodarstva. Drobnjakarstvo pa ne. In tukaj morajo tudi gospodarstveniki se vprašati, kako in kaj res pričakujejo. No, rečem, nekateri poznam recimo sodelovanje med Gorenjem in robotiko, poznam sodelovanje tudi pri nas z Lekom, našega oddelka za biotehnologijo. Sedaj sodelujejo s tovarno Hidrija, ampak to je dolgoročno sodelovanje. To je nekaj let. In to so relativno majhni, pa vendarle zadostna sredstva, da lahko mi 2-3 ljudi popolnoma z zaupanjem dodelimo temu projektu, ki ga potem dobro izvaja. No, kot ugledna raziskovalka ste v svoji profesionalni karieri delali z mnogimi in opravili mnoge raziskave. Nekoliko več nam lahko poveste o zadnji, sicer dalj časa trajajoči raziskavi z imenom glioma. Šlo je za mednarodno raziskavo določanja biomarkerjev možganskih tumorjev, gliomov, za diagnozo in tudi kot nove tarče zdravljenja. Ja,
Res je, zdaj pridemo na vprašanje mojega delovanja kot raziskovalka, kjer seveda že dolgo časa delam na problemu raka, različnih vrst raka, v zadnjem času možganskih tumorjev in torej raziskovanje tako osnovnih problemov, osnovnih procesov razvoja te bolezni, druge pa tudi čisto aplikativna usmerjenost, torej druga plat te medalje, teh raziskav, pa je aplikacija kot bioloških markerjev, označevalcev, ki bi pomagali zdravniku pri diagnozi ali pa tudi prognozi ali pa odzivu na zdravljenje. In danes vemo, da so te raziskave, torej gredo vedno bolj na molekularni nivo, želimo razumeti mehanizme v celicah na nivoju molekul, ker so potem to lahko dobre tarče. In seveda še nekaj, želimo imeti tudi metode, kako lahko pri individualnem, vsakem pacientu posebej, ki je drugačen, tudi če je bolezen spada v isto skupino, bo drugače reagiral in zato iščemo tudi te individualne markerje, skratka personalizirana medicina. No in v tem sklopu, s takim razmišljanjem je nastal ta projekt, predvsem z italijanskimi partnerji, ki imajo tudi zelo dobro raziskovalne skupine v Udine v Trstu in smo se pred par leti v okviru Interreg projekta povezali s namenom, da pravzaprav združimo tudi naše kapacitete, naša znanja v iskanju teh markerjev in smo se osredotočili predvsem na markerje, ki jih proizvajajo rakave matične celice. Tudi to je relativno novo področje v znanosti, v kliniki pa še malo manj. Tako da seveda najprej treba dobro razumeti, kaj te matične celice v tumorjih res počno, kakšne lastnosti imajo in kakšne molekule izražajo in kje jih lahko pravzaprav ulovimo in kje jih lahko uničimo, da ne bodo tvorili novih tumorjev. Namreč ta rakava matična celica, tako kot matična celica v nekem tkivu, ima vso informacijo za razvoj tistega tkiva. In tudi te imajo vso informacijo za razvoj tistega določenega tumorja. In če uničimo te, potem tudi z drugimi sredstvi, kot so radioterapija in tako naprej, lahko uničimo tumorsko maso. To danes pravzaprav ni več problem v onkologiji. Tumorske mase se z kemo in radioterapijo, čeprav ne vedno čisto neškodljivo, uničijo, vendar pa ostanejo te najbolj odporne matične celice, ki zasejajo nov tumor. No in to so tarčne celice, tarčne molekule, ki jih mi iščemo in odkrili smo kar nekaj zanimivih kandidatov za te markerje, ki jih bi želeli zdaj preskušati v kliniki. Žal je projekt potekal in žal nismo na novem razpisu ARRS in tudi evropskem okviru bili uspešni, da bi pridobili novo sredstvo. Tako da se bojim, da bodo ta znanja pač ostala v nekih publikacijah in se ne bodo prenašala v kliniko. Morda jih bodo uporabili kje drugje v svetu, tudi to ni delo za manj, kjer bodo imeli možnosti, da razvijajo ta markerje oziroma te pravzaprav tarče, ki smo jih pokazali naprej, naredijo zdravila proti njim. Zakaj ste se pa odločili za raziskavo prav glioma, ker po informacijah oziroma stališčih in pa izkušnjah operaterjev, klinikov, je to zelo težko ozdravljiv? Ja, no se ravno zato. To je eden najbolj neozdravljivih rakov, podobni so še recimo rak pankreasa, trebušne slinavke in nekaterih drugih zelo hitrim potekom, ko pride v najvišjo stopnjo, prej ga pa tudi težko odkriješ. Je pa redka bolezen, res je, imate prav, rak dojke, s katerim sem se tudi prej ukvarjala, je zelo razširjen in tam so tudi že veliki uspehi in tudi več denarja je bilo za to namenjeno. Je pa zanimiv model, ker razvoja raka, ker ta rak ne metastazira, ostaja v glavi in je mogoče zato morda tudi pot, kako ga ozdraviti, nekoliko lažja, vendar pa se je skazalo, da pravzaprav ravno te matične celice, ki ostajajo koncentrirane na enem mestu, pravzaprav povzročajo takojšnje recidive. In seveda druga stvar, težko je operirati brez škode za okolje tkivo. In prav zato, ker je težko operabilen,
in je bilo potrebno najti neko terapijo. In v zadnjem času se oslanjamo predvsem na možnost celične terapije, torej terapije ali z imunskimi celicami, z vnosom direktno v tumor, kar pa seveda ne bi zahtevalo operacij, oziroma minimalno poškodbo tkiva, ali pa z mezenhimskimi in nevralnimi matičnimi celicami. No, to je pa drugo področje delovanja, na katerega sem se usmerila ravno zaradi tega, ker vidim, da je tukaj pa res bodočno zdravljenje teh težko ozdravljivih tumorjev. Kako se je pa klinika odzvala, če se je sploh odzvala recimo na te vaše raziskave? Se konec koncev je to zelo koristno. Hvala za tole vprašanje, da lahko izpostavim tudi naš univerzitetni klinični center, ker sem začela raziskovati, ki je bila osnova za moje raziskave. No, idejo za te raziskave sem pa dobila od svojih partnerjev v Angliji, v Londonu, kjer je moja mlada raziskovalka delala skupni doktorat med nami in raziskovalci na King's Collegeu. Profesor Pilkington, s katerim sodelujemo še danes, je mi takrat navdušil za te raziskave in sem gledala, kako v razcvetu so v drugih državah. In takoj sem se napotila na klinični center, kjer je takrat vodil oddelek za neurokirurgijo profesor Vinko Dolenc. In moram reči, da sem mu še danes zelo hvaležna za to, da je takoj našel posluh za naše raziskave o biomarkerjih, takoj je bil pripravljen, da del svojih kapacitet usmeri tudi v tem, da smo dobivali vzorce, da smo začeli raziskavo in da smo tudi, pravzaprav, da je tudi on se udeleževal naših sestankov. Takrat smo delali na nekem lizosomalnem encimu, ki naj bi bil ta marker, in ga je potem eden od njegovih sodelavcev tudi že vnesel v diagnozo, čisto samostojno, ne da bi bilo to en protokol ali pa karkoli, ker ga je zanimalo, ali to res deluje. Skratka, bilo je zelo dobro vzdušje, no, tudi moram reči, da tudi kasneje, ko so žal prišle do neljubih dogodkov v kliničnem centru, kar je pravzaprav zelo slabo in mi je zelo žal, da se je tako končalo. Pa so bili tudi navdušeni nad temi preiskavami oziroma smo nadaljevali naprej, tako da tudi njegovi nasledniki, v zadnjem času bil dr. Koršič, zdaj pa dr. Bošnjak in drugi, so vedno bili pripravljeni sodelovati. To je zelo pomembno. Vendar pa v kliniki rabiš širše klinične raziskave, zato povezave z Italijani, zato povezave vse posode dobiš na stotine pacientov in ker je to redek rak, je treba pač se povezati, da dobiš veliko število statistično primerljivih skupin, kjer lahko pregleduješ, ali je tvoj marker, tvoja tarča res ali ni res, kako se odzovejo bolniki in tako naprej. No, to pač poskušamo s tem našim glioma forumom, v katerega sem vključena v mednarodno mrežo teh laboratorijev. Vendar pa seveda sredstva so pa povsod problem. Poglejte, še eno področje je, o katerem želimo z vami spregovoriti. Namreč, gensko spremenjena hrana da ali ne, nevarnosti da ali ne. Že nekaj časa v zadnjih mesecih pa še toliko bolj intenzivno vznemirja javnost. Nacionalni inštitut za biologijo naj bi imel že po definiciji razlagalno moč glede tega. Znanstveniki si tudi sami, kot kaže, niso ali niste čisto na jasnem. Pred mesecem pa je imel na to temo predavanje na Univerzi v Ljubljani tudi Nobelov nagrajenec Sir Richard Roberts, eden najuglednejših svetovnih znanstvenikov na področju biokemije in molekularne biologije. V svojem predavanju o gensko spremenjeni hrani je pojasnjeval stališča o njenem, zanimivo, neutemeljenem odklanjanju. Res je, odklanjanje je do neke mere neutemeljeno, vendar pa seveda so tudi določeni pomisleki in predvsem je potrebno tukaj, kot pri vsaki tehnologiji, ki nastaja na novo ali se uveljavlja in razvija, previdnost in neke vrste strokovna kontrola, da tako rečem. Skratka, stalno preverjene in pa tudi ukrepi, ki bi preprečili zlorabo kot prvo, drugič pa, ki bi preprečili morda stranske učinke, to je tudi pri vsaki terapiji v medicini, v čim večji meri, oziroma kakšni sploh ti stranski učinki so. Mene je predavanje profesor Robertsa dejansko navdušilo, ker je na zelo enostaven način
nekateri pač mislijo, da je mogoče preveč enostaven, mehanističen način razložil, zakaj pri gensko spremenjenih organizmih, predvsem pri hrani, gre. On se je nekako omejil na prehrano oziroma na rastline. Naj pa tukaj povem, da gensko spremenjene organizme uporabljamo tudi pri izdelavi zdravil s pomočjo bakterij, torej v biotehnologiji, da jih uporabljamo pri drugih raziskavah, kot so recimo ravno raziskave raka, brez gensko spremenjenih celic, človeških celic, ki jih uporabljamo za raziskave, gensko spremenjenih živali, poskusov na živalih. Napredka v raziskavah raka ne bi bilo, ker danes je to orodje. Skratka, genska tehnologija, gensko spremenjeni organizmi postajajo kot res nujni pripomoček, nujna tehnologija v razvoju biotehnologij na raznih področjih. Tudi biotehnologija hrane, če gremo spet nazaj na gensko spremenjene organizme v hrani. Torej, znano in raziskave neodvisne, kjerkoli to se da seveda tudi dokazati, je, da niso dokazali nikakršne škodljivosti in to, da jo v Ameriki jedo že 20 let, kot je sam Sir Roberts povedal, je res in da stranskih učinkov dejansko ni opaziti in tudi ni nobene teoretične razlage, zakaj bi bili, saj se ta hrana razgradi do podenot. Seveda je majhna verjetnost, da pride do določenih alergij, kako pa pride pri vsaki hrani, ki jo na telo vnese na novo. Če greste vi na Tajsko in jeste neko zelenjavo, ki jo še nikoli niste, velika verjetnost, da lahko vaš organizem na te nove proteine, ki jih še ni okusil, tudi reagira in dobite alergije, tako kot na gensko spremenjeno hrano. Vendar pa je drugo, torej tukaj ne vidim, tukaj je res velik predsodek, hud predsodek, ki ga seveda izkoriščajo mnogi v svojo propagando, tudi številne društva zelenih, take in drugačne barve, na ta način pravzaprav pridobiva svoje politične točke, svetuje politikom in ti se oslanjajo na pravzaprav laična mnenja in taka širijo potem v okolje. Mislim, da je danes nasploh, potem lahko mečkam kasneje, nek hud boj med tem, ali družba upošteva znanost, ali družba sprejema znanje in znanost kot neko dobrino, ali pa ga zavrača kot neko zlo. To ni nič novega, to je že od srednjega veka naprej. Ampak vendarle bi v tem času, z tem, kako imamo danes globalne medije, kako danes lahko dobiš vse informacije, vse povsod, opažamo, da ravno negativne in informacije, ki ne temeljijo na znanstvenih izsledkih, prevladujejo. Pravzaprav je to družboslovni problem sociologov, da to raziščejo, vendar pa res na lastni koži opažamo, da je to res tudi v tem primeru genetsko spremenjenih organizmov. In kar se tiče hrane in tudi sajenja, imamo pri nas laboratorij na našem inštitutu, to ste prav povedali, se ukvarjamo s tem že tudi 15 let, imamo laboratorij za dokazovanje genetsko spremenjenih organizmov, torej delujemo kot kontrola, kot tista nujno potrebna kontrola, ki jo država rabi in ga tudi do določene mere financira. Tukaj moram pa res pohvaliti, torej Ministrstvo za kmetijstvo, ki je že dolgo leta kmetijska inšpekcija to delno financirala in naš laboratorij je vključen v to evropsko mrežo vseh laboratorijev, ki ji načeljuje laboratorij v ISPRI, to je del tega skupnega raziskovalnega centra, Joint Research Center, ki je evropska inštitucija, seveda financirana neodvisno, ampak iz državnih, se pravi iz davkoplačevalskih sredstev, da vse metode, ki nastajajo, ki jih uvajajo producenti teh organizmov, tudi sledimo, da jih kontroliramo in da seveda na ta način imamo neko dobro merilo in preprečujemo pač vnos organizmov, ki bi bili eventualno škodljivi za okolje. Namreč tukaj pa vidim problem. Če bi se gojili te gensko spremenjene organizme v tako imenovanih odprtih sistemih, bi prišlo lahko do kakšnih kontaminacij, ki pa jih težko predvidimo. In tukaj bi bila pa res potrebna vsa preventiva
vendar pa mislim, da ta zakon, ki je bil nedavno sprejet, da se to prepove v Sloveniji, ni dobro, zaradi tega, ker je strašno ne zaupajo v znanosti, ali ne zaupate, da bi mi take organizme lahko odkrili, lahko regulirali in lahko tudi povedali, kire ja in kire ne. Torej, prejšnji zakon oziroma obstoječi zakon, ki je že bil precej restriktiven, pa vendarle je dovoljeval uporabo gensko spremenjenih organizmov pod kontrolo strokovnjakov, znanstvenikov, ki so v teh komitejih, ki naj to preverjajo. Ta znanstvena, strokovna preverjanja so umestna, to je prav, ampak ne vse prepovedati za vsak slučaj, torej ti ne zaupaš svojim znanstvenikom, strokovnjakom, ki jih imaš na razpolago v tvoji državi. In to je tisto, kar mi daje en grenek občutek pri vseh teh zakonih in tudi pri vsej tej gonji proti znanosti oziroma proti v tem konkretnem primeru uporabi genetsko spremenjenih organizmov. No, sej, na ta stališča Sara Roberca se je odzval tudi profesor dr. Božidar Debenjak in tako kot ste rekli, ne, pravi, da mora biti seveda vse te spremembe zelo pod natančno lupo preizkuša znanstvenikov in da predvsem opozarja na to, da se javnemu zasebnemu partnerstvu, da je treba pri tem zelo previdno pristopati. Ja, previden pristop je umesten, vendar pa ne vem, kaj si je zamišljal pod javno-zasebnim partnerstvom. Ne? Gre za raziskave, ki jih seveda... Poglejte, Monsanto, firma, znana multinacionalka, ki je ena najbolj znanih proizvajalcev te hrane, ima prav gotovo zelo veliko znanstvenikov v svojih laboratorijih. Ne? In prav gotovo tudi sodeluje z določenimi raziskovalnimi skupinami na akademskih inštitucijah. Seveda tukaj gre za eno etiko pri tem, tudi za etiko v znanosti, o kateri lahko govorimo tudi kasneje. In mislim, da je treba, da je kontrola v javnem sektorju, ampak neodvisnih inštitutov, tudi politično neodvisnih inštitutov. Namreč tukaj se lahko tudi dogajajo določene željene raziskave ali neželjene raziskave. Torej, taki inštituti morajo biti neodvisni in v dovoljšni meri plačani od države in potem je treba njim popolnoma zaupati. Če jim pa ne, kot jim recimo vlade ne, če poslušajo glas volivcev ali pa glas teh neprofitnih organizacij, ki pravzaprav živijo od svoje propagande in opozarjajo v imenu varnosti potrošnika in tako naprej na škodljivosti z neutemeljenimi ali pa s svojo propagando, pa tudi z nabiranjem prostovoljnih sredstev tako in drugače. Skratka, če politika temelji na tem res nestrokovnem mnenju, potem to ni v redu. Sir Robert je rekel, več znanosti v politiko, kar pomeni več zaupanja znanosti strani politike. In pa seveda manj politike v znanosti, kar pomeni, da naj bodo znanstveniki prosti v svojem razmišljanju, naj bo to razmišljanje seveda čisto neodvisno od katerekoli barve. No, pri nas pa seveda politiki so levi, desni in eni in drugi zelo radi poslušajo takele manj strokovne ocene in potem to izkoriščajo. Recimo, politiki z leve bodo rekli, seveda, proti multinacionalkam, to je neokolonializem, to se ne gremo, to je samo izvabljanje denarja in tako naprej. In so proti temu. Politiki na desni bodo rekli, to je konzervativ, torej konzervativci bodo odklanjali vsake novosti, če je to obarvano še z religijo, še toliko bolj. Torej, imamo vedno ljudi v politiki, ki raje poslušajo in potem v smislu svoje propagande, svojih političnih idej, izrabljajo take dileme, ki nastajajo v znanosti, dejansko nastajajo. Ne bomo rekli, da se tudi vsi znanstveniki s tem strinjajo, ampak vendarle želim, da se v znanosti,
tudi v diskusiji med znanstveniki in politiki, uveljavljajo etična in strokovna stališča in ne osebni, kakršenkoli prestižni interesi. No, ker ste omenili vprašanje etičnosti pri znanosti, me zanima še tole. Vi ste tudi predsednica Nacionalne komisije za Zoisove nagrade, to so državne nagrade za uspehe v znanosti in pa pohvale in tako naprej. V minulih letih so se pojavljale nekatere dileme ravno okrog te zvezi z nagradami, okrog etičnosti. Kako boste se temu ognili, recimo, v vašem mandatu? Ja, s tem sem se srečala že kar prvo leto mojega mandata kot predsednica lansko leto, oziroma še pred lanskim, ko je izbruhnila afera podelitev nagrade znanstvenici, za katero se je potem izkazalo, da je imela morda pač nekoliko neetično ravnanje na svojem delovnem mestu. No, in potem seveda je bila sfera nekako senzibilizirana za to, da so znanstveniki delujejo neetično. No, v zadnjem času je to postalo veliko vprašanje, oziroma vprašanje pravzaprav etičnosti v znanosti, če vzem še en korak nazaj, je v Sloveniji že nekaj časa. Že prejšnji minister, spomnim se ministra Zupana, ki je hotel ustanoviti take komisije, potem je prišlo do ustanovitve komisije o etiki v znanosti tudi na torej na Akademiji za znanost. Zdaj se spet ustanavlja neka taka inštitucija, kar pa imajo pravzaprav zunaj univerze, vsaka posamezna, pa ministrstva, pa agencije, že dolgo časa, da preverijo tudi etičnost raziskav in pa etično obnašanje raziskovalcev. O tem so napisane knjige, to pravzaprav ni nič novega. Pri nas pa nekako postaja zdaj majčkeno bolj aktualno in seveda predvsem postaja aktualno vprašanje, ali raziskovalcu, ki se izkaže, da morda je pri svojem delu, tako raziskovalnem, torej v samih raziskavah, kako je prišel do svojih rezultatov, kako je pri tem deloval v svojem timu, v svojem okolju, ali pa kako je neetično deloval nekje drugje, kako je bil na primer v nekem neetičnem sporu glede svojih financ. Ali je tak človek potem dovolj pošten, da je pošteno deloval tudi v znanosti, da je pošteno prišel do teh rezultatov in da je pri tem uporabljal vse znanstvene metode, kakor so nekako norme ali pa dogovorjene način dela v znanosti. No, kako to preverjati? In zaradi tega smo zdaj, kar sem uspela v prvem letu v razpis, dali tudi vprašanje oziroma v podpis samemu kandidatu, kot tudi njihovim predlagateljem, da vedo, da se zavedajo, da je ta kandidat tudi etično deloval v svojem mandatu. To je seveda samo opomnik, da naj se na to pravzaprav tudi pri izbiri kandidata nekako gleda in upošteva. Tako da upam, da to bo. Naj pa še enkrat povem tudi to, da čeprav je v zadnjem času se nekako razplantela ta razprava o neetičnem delovanju profesorjev, vodij laboratorijev, skratka, predvsem pa v Komisiji za ženske v znanosti menijo tudi moških raziskovalcev proti ženskam raziskovalkam, da je to morda malo pretirano, kajti teh primerov ni veliko. Mislim, da je to, ne vem, vedno so zlorabljali sisteme povsod, v vseh različnih sferah delovanja, tudi v znanosti, ampak teh primerov ni tako veliko. Je pa res, da jih je treba tudi imeti neko mero za to, kdaj je in kdaj ni to delovanje etično, kajti velikokrat je to tudi subjektivna ocena tistega, ki meni, da ni, pride do sporov, do različnih gledišč in tako naprej. Morda tudi medgeneracijske borbe za položaje, pa je kdo deloval neetično in tako naprej. Skratka, z veliko mero previdnosti in pa treba imeti merilo, kaj je in kaj ni. Treba imeti potem tudi nekoga, ki reče, ki vidi, če pride do prepisovanja, kot smo imeli magisterijo, prepisovanja doktoratov, napačnega citiranja, kraje. V takem primeru treba imeti pa res neko telo, ki bo določilo, da ta človek ne spada več v
raziskovalno sfero. In to zunaj je. To imajo recimo tako moč ima recimo ARRS. Lahko reče, da človek, ki je bil preiskan in obtožen in se dokazano neetično deloval, ne bo več dobil projekta. In tak človek je potem onemogočen v svojem delovanju. Tudi inštitucija sama mu lahko odpove podporo in na ta način ga izobči iz sfere. To mislim, da bi bilo potrebno. In je teh primerov nekaj, vendar pa spet ne smemo generalizirati. In to meče zelo slabo luč na znanost, češ saj tudi tam goljufajo, kot povsod. Mislim, to so slabe novice, to mislim, da bi mediji morali tudi z kančkom kritike gledati na to, seveda opozarjati tudi mogoče sfero, opozarjati javno mnenje, ampak ne za negativno konotacijo, da je pač to zdaj neka splošen pojav v visokem šolstvu znanosti.